Prijazen pozdrav iz studia. Tudi v tokratni oddaji vam bomo predstavili zanimive in ambiciozne sogovornike. Kot prva gostja je tukaj z mano Ines Muršič, ki je študirala na medicinski fakulteti in je v mesecu januarju prejela Perlahovo nagrado za svoje raziskovalno delo. Ines, lepo pozdravljena. Najprej iskrene čestitke za tvojo nagrado, ki si jo prejela v mesecu januarju. Najprej nam zaupaj, za kakšno raziskovalno delo točno se je šlo? Najlepša hvala najprej za čestitke. V bistvu smo mi v sklopu te raziskovalne naloge analizirali bolnike, ki so imeli srčni infarkt od leta 2014 do 2015 v tem obdobju in smo pri njih analizirali, v kakšnem procentu se je pojavilo srčno popuščanje, kakšno je bilo njihovo preživetje, primerjali smo razlike med spoloma, med ženskimi, moškimi in podobno. Kaj pa sedaj trenutno delaš? S čim se ukvarjaš? Trenutno sem prav tako še v raziskovalnih vodah, sem zaposlena v splošni bolnišnici v Gradcu, v LKH Gradc, kjer sem na raziskovalnem oddelku kardiologije, ki je prav tako, se ukvarjamo s podobno tematiko dejansko. Imamo en daljši projekt, ki že teče 5. leto in imamo vključenih 1000 bolnikov, ki jih dejansko prospektivno potem vabimo na preglede, jih analiziramo, naredimo ultrazvoke, obremenitvena testiranja in vidimo, kako se pri njih razvija bolezen in podobno. Kaj pa te je najbolj pritegnilo, da si se začela tako intenzivno in podrobno ukvarjati s tem? Z raziskovalnim delom v bistvu že vedno me je to zanimalo, ker poleg študija vsakdanjega rabi še nekaj drugega, da nekaj razlikuješ, ker tako se v bistvu tudi medicina razvija s pomočjo raziskovalnih nalog. In zakaj pač, sama imam zelo rada statistično analizo, tudi rada epidemiologijo in na podlagi tega verjetno se do tega prišla. Pa ti je študij medicine poleg formalnega izobraževanja nudil še kaj več? S čim si se vse še takrat ukvarjala? V teku študija sem se z mnogimi drugimi dejavnostmi. Mi imamo zelo razvito te obštudijske dejavnosti v sklopu Društva študentov medicine. Imamo omogočen, da dejansko sodelujemo pri različnih projektih. Jaz sem bila tudi vodja enega projekta. Poleg tega pa kaj nam nudi študij medicine? Jaz mislim, da je zelo pomembno tudi to, da kot zdravniki spoznamo timsko delo in predvsem tudi komunikacijo z ljudmi in organizacijo dela svojega časa in podobno, da dobiš še tudi te veščine v sklopu študija, niso samo knjige, bistvene. Omenila si, da si bila vodja projekta, ta projekt se je imenoval eProvetka. Kakšen projekt točno je to? Je še vedno aktualen, kaj ne? Točno tako, jaz sem že sicer takrat vodstvo predala 2 leti nazaj, zdaj je tista, ki je vodila, tudi že predala, tako da se razvija. Projekt se je predvsem ukvarjal z promocijo krvodajalstva in darovanja kostnega mozga med mladimi. Imeli smo, mislim, da ko sem jaz začela tak 20 predavanj na leto, imeli 30 članov, ki smo predavali mladimi in jih spodbujali k temu, da bi stali darovalci krvi in kostnega mozga. Poleg tega pa se je zdaj dejavnost še razširila, kolikor vem, še sledim dogajanju in nam so zdaj vključeni še tudi darovanje organov v celo zadevo. Zakaj pa se ti zdi pomembno, da imamo mladi takšne projekte, kot je eProvetka? Preko teh projektov se dejansko si vidimo, s čim se hočemo potem pozneje ukvarjati. Nam nudijo tudi možnosti, da malo, kot da imamo nekšno manjše podjetje, ker urejamo finance, marketing in podobno, da ni samo medicina tisto edino, kar imamo, da je svet širši in moramo tudi imeti druge izkušnje. To nam omogoča potem to. Drugače si sedaj locirana kar na 3 različnih lokacijah, v Avstriji, v Mariboru, pa tudi v Lendavi, kaj ne? Kako sploh usklajuješ vse obveznosti, pa tudi vse te poti? Ja, je malo bolj zapleteno, sem se človek verjetno navadil, to imam zdaj zadnjih 4-5 mesecev, tako da med tednom sem večinoma v Avstriji, ne v Gradcu, potem 2 vikenda Maribor, 1 vikend Lendava, če kaj pride vmes kakšni rojstni dnevi, si zamenjamo lokacijo, ne. Ampak dokler ima človek avto, pa je vreme tako v redu, da ne sneži glih, je kar prijetno, ni tako grozno, ker so kar blizu te lokacije. Pa si drugače že od nekdaj študirala o delu zaposlitvi v Avstriji? Ja, v bistvu je bilo tako, da sem prvotno želela že tam študirati, vem, da se mi je zdaj ponudila nova priložnost, je bila nova fakulteta, je tudi boljše možnosti, starši so bili tudi bliže zaposleni in sem se potem za Maribor odločala, kar mi ni žal, ampak trenutno je tako, da so v Avstriji boljše možnosti za zaposlitev, pa predvsem za raziskovalno delo, kar mene osebno zelo zanima. Torej te ne vleče več nazaj, da bi kdaj delala v Sloveniji oziroma v Mariboru mogoče? To zdaj tako, trenutno bom rekla, da ne bo prihodnost pokazala, kako bo, ampak trenutno moja želja, da bo ostala v Avstriji.
Kaj pa tvoj prosti čas? Jaz sem pogledala nekaj tvojih slik in imaš polno objav različnih sladic. Od kje izvira ta želja po ustvarjanju oziroma po peki sladkih dobrot? To me dosti ljudi vpraša. Začelo se je tako, da smo v sklopu Društva študentov medicine, kot sem že omenjala, organizirali tudi vsakoletno božični koncert, kjer sem jaz bila zadolžena za pogostitev, za organizacijo tega in sem takrat našla neko žilico za to in da tudi v prostem času tudi kaj za prijatelje po naročilu spečem, razne torte, cake popse in podobno, ampak to res v prostem času ga bo vedno manj, da vsaj tako čuti. In kateri je tvoj najljubši recept? Najljubši recept pa vedno za vaniljeve cake popse, ki jih delam tako v različnih izvedbah, ampak je pa ta najboljši. Super, hvala Ines za tvoj čas, za pogovor in želim ti veliko uspehov še naprej, pa naj bojo ti v Avstriji ali pa tukaj doma. Najlepša hvala. V studiu pa se mi je že pridružil kreativen Mariborčan Tilen Kegel, ki je svoj tako imenovani biznis pričel že v 2. letniku gimnazije, ko sta svojim kolegom naredila in prodala spletno stran njunemu najljubšemu prodajalcu kebaba. Tilen, lepo pozdravljen. Pozdravljeni. Najprej te želimo bolje spoznati. Kaj študiraš, s čim se ukvarjaš, kaj vse si že dosegel v svojih mladih rosnih letih? Sem iz Maribora, drugače, potem sem šel za študij v Ljubljano, kjer študiram tržno komuniciranje in odnose z javnostmi. Upam, da bom magistriral v naslednjem mesecu, se pravi, sam to me še čaka, potem pa zaključim s tem. Drugače pa me že kar nekaj časa že iz srednje šole v bistvu zanima komunikacija, prodaja, marketing in vse, kar je s tem povezano, psihologija. In sem se že poskušal v različnih stvareh, tako si omenila, prva stvar je bila ta spletna stran, kjer smo enkrat bili pri tem gospodu, ki prodaja kebabe in sem se začel z njim pogovarjati in smo potem skupaj ugotovili, da on v bistvu potrebuje spletno stran. Čeprav še nisva s kolegom nič o tem prej pogovarjala, sem jaz v bistvu to spletno stran kar že ponudil in smo se šele potem naknadno dogovorila, da bova to počela in sva uspešno speljala, prodala prvo spletno stran in to je bil v bistvu nek začetek kakršnega koli biznisa ali pa marketinga ali pa prodajanja nečesa. In potem sem to samo nadaljeval med študijem s kakimi oglaševalskimi agencijami. Vmes sem šel tudi v Kanado na izmenjavo in to je to, zdaj sem pa že kar konkretno v tem. Zelo intenzivno se tudi ukvarjaš na področju Kickstarterja. Kje in kako si začel s tem? To se je začelo, ko sem prišel iz Kanade nazaj in sem v bistvu iskal nek zanimiv projekt, kateremu bi si pridružil in sem čisto po naključju padel v ta Kickstarter. In sicer mene je začelo zanimati po Kanadi ta na eni strani kreativnost, pa pisanje tekstov, pa te stvari, na drugi strani pa digitalni marketing, ki je tako zelo analitičen, pa v bistvu vse temelji na nekih merljivih podatkih. No in Kickstarter pa v idealnem primeru ima oboje. Za uspešen Kickstarter pač to potrebuješ in sem se pogovarjal z enim kolegom, enim znancem, ki me je povabil zraven na prvo kampanjo in to je bila kampanja Sipaborc za tak napihljiv sup, samo napihljiv sup, ki ga je naredila slovenska ekipa in cilj je bil zbrati 100 000 evrov, zbrali smo pa 348 000 evrov. Tako da smo ful dobro delali, pa dosti smo se naučili. In potem od takrat naprej so me v bistvu kar same začele kontaktirati druge ekipe in sem potem se pridružil še Flyclaju, kjer smo tudi zbrali skoraj 400 000 evrov in tako naprej. Kaj pa je drugače najpomembnejše pri Kickstart kampanjah? Na koncu je še vedno ekipa, se mi zdi najbolj pomembna, zato ker itak, ja, produkt mora biti dober, ampak tudi izkazalo se je, da tudi če je produkt super, pa če ekipa ni dovolj dobra oziroma če se ne ukvarja tudi z marketingom, če ni uravnotežena ekipa, potem tudi ta dober produkt ne pomaga. Se pravi, če ekipa mora biti uravnotežena med tistimi, ki se spoznajo na produkt, pa med tistimi, ki se spoznajo v bistvu na ljudi pa na marketing. Se pravi, to je po mojem mnenju najbolj pomembno. Kakšna je pa zate uspešna podjetniška zgodba? Za mene je že uspešna podjetniška zgodba to, da nekaj probaš. Zaradi tega, ker se dostikrat ustavi pred tem, preden sploh nekdo proba. Ko prodaš prvo stvar, se pravi, ko zaslužiš prvi evro, pa je po mojem mnenju že uspešna podjetniška zgodba. Drugo je seveda, če imaš ti doma družino, pa moraš nujno to družino pač nahraniti, potem rabiš malo več kot 1 evro, ampak
za tisto prvi poskus, prvi način sploh podjetniški, pa je za mene prvi prodan produkt ali pa prva prodana storitev. Si pa tudi prejemnik nagrade za vsebinski marketing POMP in sicer za video Ameriški diplomanti govorijo slovensko. Od kje ideja za ta video in kaj je glavno sporočilo? Ja, saj veste, da se o Američanih dosti govori v zadnjih 2 letih, predvsem o predsedniških kandidatih najprej, pa potem, ko je bil predsednik Trump izvoljen, se je še več o tem govorilo, pa še prva dama je Slovenka in v bistvu, če pogledamo zadnji 2 leti, ni bilo v časopisu, po mojem ni minil en dan, da se ni vsaj nekaj pisalo o Američanih, ampak in ponavadi v slabi luči ali pa da se norca delali iz njih. In to tudi vpliva na ameriško veleposlaništvo tukaj v Sloveniji, za katerega kjer jaz zdaj delam. In v bistvu, kaj sem razmišljal pri tem, je bil poiskati način, da bi pokazali, da Američani, da niso pa res vsi Američani isti, oziroma da dejansko se Američani tukaj v Sloveniji trudijo spoznati slovenski jezik, pa kulturo, pa da jih zanima, pa da jejo potico, pa take stvari, se pravi, da se hočejo zbližati s Slovenci. In to je bil v bistvu nek način pokazati njih, te diplomate, ki so zelo spoštovani in taki resni gospodje in gospe, jih prikazati v taki zelo človeški luči, se pravi, da se tudi oni motijo pri slovenskem jeziku, oziroma da se prvič trudijo in drugič, da se tudi oni zmotijo in da se tudi znajo sami sebe norca delati na nek način. Se pravi, narediti jih bolj človeške na nek način. To. In kakšne odzive si prejel na ta video? Super odzivi so bili, sploh nismo pričakovali, da, mislim, ko sem jaz ta video naredil, se mi je zdel pač smešen in sem ga dal na Facebook, ampak potem, v bistvu, vedno, ko sem prišel pogledati ta video, je bilo 10.000 več ogledov, 100 novih šerov, v bistvu zelo dober odziv in tudi pozitivni komentarji, kar je bilo na koncu najbolj pomembno, tudi da so se ljudje res pozitivno na to odzvali in so rekli, ok, super, hvala, da se učite slovensko in tako naprej. Še, mislim, da je celo Miro Cerar osebno čestital veleposlaniku kao za ful dobro potezo. V naslednjem tednu pa organizirate podelitev nagrad za najuspešnejše projekte. Pri kateri organizaciji je to in kako je prišlo v bistvu do tega dogodka? V bistvu to ni nobena organizacija, to smo 3 posamezniki, ki smo se zbrali. Prvi je Niko Klanšek, on je v bistvu taki oče slovenskega Kickstarterja, ki je preko svojega podjetja speljal že več kot 30 kampanj. On res dosti ve o Kickstarterju, potem sem se mu pridružil jaz, pa še en Žiga, ki je tudi imel svojo lastno kampanjo, pa pomagal dostim kampanjam. In mi smo imeli vsi isti problem in to je bilo to, da nas je dosti projektov kontaktiralo in da smo opazili, da dosti teh projektov ima iste probleme, ista vprašanja. In namesto, da se vsakim posebej pogovarjamo, smo začeli organizirati te crowdfunding meetupe, ki so čisto zastonj, tudi mi smo tam zastonj. Vedno imamo neko tematiko, ne vem, kako uspeti na Kickstarterju z marketingom, kako poskrbeti za produkt in tako naprej. Ponavadi pride tak 40 do 50 ljudi, najprej nekaj povemo, potem debatiramo, povabimo kakšno uspešno zgodbo, tudi kakšno neuspešno zgodbo. Tako da v bistvu cilj tega je, da delimo znanje, oziroma da se izkušnje, ki smo jih si pridobili mi, da jih v bistvu posredujemo tistim, ki jih Kickstarter šele zanima. Naslednji teden pa imamo crowdfunding Oskarje, zelo sproščen dogodek, v bistvu jedli bomo pico, pogledali nekaj teh kampanj, ampak bomo podelili tudi nagrade tistim, ki so se na nekem področju najbolj izkazali. Pred 5 leti pa si bil tudi govorec na TEDxu, ne? Takrat si govoril o zaposlitvi mladih, oziroma kako si ti prišel do zaposlitve, oziroma kako je ta tvoja pot izgledala. Imaš še vedno isto mnenje, oziroma je še vedno pomembna tukaj najbolj kreativnost? Ja, mislim, še vedno imam isto mnenje, kar se tega tiče, pa mogoče ni samo kreativnost, ker to je taka beseda, ki se zelo rada zlorablja na dosti načinov, ampak gre se v največji meri se gre po mojem za samo iniciativnost, na nek način se pravi, da sam pokažeš, da si pripravljen delati, ne samo da čakaš, da služba pride do tebe in ne se počutiti, ko pošlješ CV in se prijaviš na neko delo, kot da si zdaj ful naredil. Pač,
to si naredil ti, pa še 300 ostalih. Mogoče razmisliti, kaj lahko to narediš še zraven tega, ali pa kako lahko pomagaš podjetju. Na tak način bodo oni videli, da ti res hočeš to, pa da tudi razumeš, zakaj se gre pri podjetju, če jim ti že vnaprej v bistvu ponudiš neko rešitev za nek njihov problem. Kar smislu še povedati je to, da tudi če službe ni, delo vedno obstaja. To v bistvu jaz razlikujem med tem, zato ker eno je zaposlitev, eno je pa delo. Tudi če ni zaposlitve, delo moraš vedno nekdo narediti. Pač količina dela ostaja dostikrat. Mogoče in posledično obstaja tudi dosti načinov, kako to delo rešiti. Lahko je to občasno delo, lahko je to najprej zastonj, pa potem preide v kaj bolj resnega, lahko je to prava zaposlitev. Tako da mogoče bolj se fokusirati na delo, ki ga lahko ti nekje opraviš, ne kot zaposlitev, ki lahko nekje dobiš. No, upam, da bo te besede slišali tudi tisti študenti, ki tako jamrajo, da ni dela, da ni prihodnosti v Sloveniji oziroma da ni ničesar, kaj več početi po študiju. Tiran, hvala za tvoj čas, za pogovor in obilo uspeha še naprej. Hvala. Timeja Hebar je prejemnica dekanove nagrade in tudi prejemnica nagrade, ki jo je podeljevala Univerza v Mariboru. Kaj več o tem pa nam bo povedala kar sama. Timeja, lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Najprej nam zaupaj, kje so se začeli tvoji začetki raziskovanja? Moji začetki raziskovanja so se pravzaprav začeli v osnovni šoli. In sicer za kolegico Ines, ki je bila tudi na tejle oddaji, smo že raziskovali kvaliteto naših vodotekov v Lendavi in sodelovali na tehle prekmurskih oziroma pomurskih raziskovalnih natečajih, tako da seže kar daleč nazaj. Zdaj smo pa se spoprijeli za nekoliko bolj obširno in težjo temo, in sicer raziskovanje na področju kardiologije. In sicer smo raziskovali dejansko akutno srčno popuščanje, ki se pojavi pri bolnikih po akutnem miokardnem infarktu, ki so sprejeti na internistično intenzivo v UKC Mariboru. In v sklopu tega smo dejansko mi retrospektivno raziskovali čez 400 bolnikov, pri katerih smo dejansko potem naš cilj je bil ugotoviti incidenco pojava srčnega popuščanja pri bolnikih z akutnim miokardnim infarktom, nadaljnje potem tudi, kako dejansko dejavniki tveganja vplivajo na sam pojav akutnega srčnega popuščanja med samo hospitalizacijo in pa seveda potem tudi, kako samo srčno popuščanje vpliva na preživetje tehle bolnikov. Kaj pa trenutno počneš? Še kaj raziskuješ oziroma kje delaš? Trenutno sem pa zaposlena na UKC Mariboru in sicer kot specializantka radiologije. In pred nekaj dnevi sem si zastavila nov cilj, in sicer raziskovanje na področju muskuloskeletnega ultrazvoka, kjer bomo pa raziskovali bolj točno elastografijo tehle poškodb, ki jih doživijo predvsem naši športniki znotraj tele občine, tako da jim bomo posneli nekaj sekvenc magneta in potem primerjali tele rezultate z rezultati, ki jih lahko dobimo od ultrazvoka in potem dejansko ugotavljali, ali nam daje ultrazvok sam po sebi dovolj relevantne podatke, da lahko diagnostiko na podlagi tega zaključimo ali ne. Kaj te je pa najbolj pritegnilo, da si se odločila ravno za to ožje področje? Za radiologijo. Tako rečeno sem vizualni tip človeka, tako da pri učenju so vedno diagrami bili na prvem mestu, torej prej kot tekst. Rada rišem, sem tudi nadarjena na tem področju, sem sodelovala tudi že kot otrok na teh likovnih natečajih. Tako da nekako sem si morala najti nekaj takega, da bom lahko tudi, tako rečeno, tale svoj aspekt izkoristila znotraj svojega dela, ki pa moram reči, da hvalim Bogu, lahko rečem, da je služba moj hobi. Super, to je v bistvu najboljše, kar je sploh možno, kaj ne? Kaj bi pa svetovala vsem tistim, ki si tudi želijo iti po takšni poti, kot si ti? Vztrajnost. Ko se pa vztrajnost izgubi, ni več motivacije, dejansko moraš najti motivacijo tako, da dejansko se vprašaš, kaj želim doseči. Ali je tisto, kar želim doseči, vodi preko tele zadeve, ki se mi je ne da narediti. Torej, to pomeni, da se bom je morala lotiti, pa če tudi z kislim obrazom, kakorkoli že, ali pa pač celi tablet čokolade, se bom pač lotila in jo bom pač nekako premagala, zato da pač lahko potem enkrat dosežem to, kar si pa zares želim. Študente medicine drugače veljate za zelo ambiciozne, zelo radovedne, nimate kaj veliko prostega časa, kako pa ti gledaš na to?
Jaz bom rekla, da sem našla rešitev. Kaj ti je res, da imamo zelo, zelo malo prostega časa, ki ga potem koliko toliko posvetimo seveda svoji družini in pa prijateljem, ampak za medicinca oziroma kasneje zdravnika je najpomembnejše dejansko najde neko tako področje, kot sem jaz radiologijo, ki mu potem predstavlja hobi. In ti ni problem ostati kako urco dlje na oddelku, ti ni problem še kako dodatno knjigo vzeti v roke in ti ni problem se dodatno izpopolnjevati dejansko do konca svojega življenja, dokler delaš. Ne? Če sedaj pogledaš nazaj na študentska leta, na čas v predavalnicah, na izpite, kaj ti je bilo najtežje, pa tudi kaj ti je bilo najlepše tekom študija? Najtežje. Ustni izpiti. Predvsem takrat, ko nekako se nisi razumel z profesorjem, ker ti si vprašanj nikakor nisi razumel, kaj točno želel od tebe slišati. Mogoče to je bilo najtežje, tista trema, ki te je včasih pokopala, nažalost. Ampak si se nekako bolj kasneje rešil od tega, seveda. Najlepše, mogoče projekti znotraj Društva študentov medicine v Mariboru. In sicer sem sodelovala pri različnih projektih in sicer od zaživljanja, ki smo učili laike, oživljanja, pa seveda tudi do dramske skupine, ki sem jo sama tudi vodila potem, do ozaveščanja ljudi potem o raku dojke, o darovanju krvi in tako dalje. Mislim, da je bil ta aspekt najboljši, zaradi tega, ker smo dejansko si tako lahko spoznavali z drugimi in dejansko si nekako tisti del prostega časa, ki ga nisi imel za nameniti svojim prijateljem in kavam, si potem tam nekako drugače nadoknadil. Zaključili pa bova s tvojim motom. Kakšen je tvoj moto oziroma načelo, po katerem najraje živiš? Mislim, da to, da vse, kar si zamisliš, vse, kar si želiš, lahko dosežeš, ampak dovolj trdno moraš delati za to in nikoli ne smeš upati. Tudi če včasih padeš, vsak pade, normalno je, ampak se moraš vedno pobrati. Odlično. Najlepša hvala za te besede in uspešno še naprej. Najlepša hvala. Vabilu na naš pogovor se je tudi prijazno odzvala Lucija Potočnik, ki je diplomantka razrednega pouka in trenutno končuje magisterij na pedagoški fakulteti. Je pa tudi aktualna Miss Universe in je pred mesecem dni prišla iz Filipinov, kjer je potekal svetovni izbor. Lucija, lepo pozdravljena. Pozdravljam vsem. Najprej bova se osredotočili na Filipine. Kako je bilo? Kako so potekale priprave? Je bilo naporno? Kaj vse ste punce počele? Ja, marsikdo si predstavlja, odšla je na Filipine, odšla je na počitnice, na zasluženi dopust za 3 tedne. Vendar temu sploh ni bilo tako. Tam smo punce imeli res ogromno dela, včasih smo spale tudi samo po uro na dan. Ogromno je bilo naših tudi navdušencev, domačini so si vzeli prost dan, tako da smo res doživeli neprecenljivo izkušnjo, kljub temu, da smo bile iz dneva v dan vedno bolj utrujene. Torej, 3 tedni. Je minilo hitro ali ste te kdaj zahotelo, da bi želela iti prej domov? Dejansko prve 3 dni sem kar pogrešala mojo družino, prijatelje, vendar ko je šlo pa proti koncu, bi še kar ostala, še ne bi pobegnila domov. Kaj pa sam izbor? Je zelo drugače, če ga spremljaš preko televizijskih spremnikov ali pa ko si dejansko tam na odru in vse to poteka v živo? Ja, to je popolnoma razlika. Gledalci sploh ne vejo, kaj vse punce preživljamo v zaodrju, koliko je priprav, da poteka cel dan make-up, ličenje, dejansko celi dan smo bile tam, punce je bilo 88. In ogromno časa je namenjenega temu, da lahko tisto 1 uro, 2 uri sploh gledajo tisti šov po televiziji. Katera znanja, nove izkušnje pa si pridobila tekom teh 3 tednov? Ja, največ izkušenj sem dobila z javnim nastopanjem, pa tudi veliko mi pomembni to, da sem spoznala ogromno punc, navezala kontakte, dobila tudi par ponudb za delo v tujini. Drugače pa si, kot sem že povedala, diplomantka razrednega pouka in sedaj tudi zaključuješ magisterij oziroma čakate samo še zagovor. Kakšno je tvoje magistersko delo oziroma čemu si se bolj posvetila? Ja, naslov mojega magisterska je kar dolgi, posvetila sem se pa tujemu jeziku pri študentih v Mariboru. Najbolj me je zanimal predvsem ta zveza med zgodnjimi začetki učenja, torej če se učimo učiti tuj jezik prej,
bomo zaradi tega imeli boljšo oceno kasneje na maturi v srednji šoli. In to sem tudi dokazala, tako da potrebno je res, da otroke čim prej vključimo v učenje tujega jezika, da lahko potem to razvijajo in so vedno pozitivne posledice. Ampak na kakšen način je to, da se starši potem že pogovarjajo v angleškem jeziku že takoj, ko otroci začnejo govoriti in da potem tudi otroci odgovarjajo nazaj v angleškem jeziku ali naj bi otroci odgovarjali nazaj v slovenskem jeziku? Ta pot bi bila dejansko najboljša, da bi otroci že od malega začetka začeli govoriti v 2 jezikih ali celo 3. Res je zelo v redu, ker s tem izboljšajo tudi svojo izgovorjavo in jim je res kot naravni materni jezik, torej sprejmejo 2 jezika. Tako da čim prej, tem bolje je. Zakaj si se drugače odločila ravno za študij razrednega pouka? Je bilo to zaradi želje po poučevanju ali zaradi veselja do dela z otroki? Ravno zaradi obojega, vedno že kot mala sem imela na devanjih ogromno medvedkov, ki sem jih učila in so me mogli zbrano poslušati, pa tudi zaradi želje po otrocih. Zelo uživam v tem, da ko preživljam čas z njimi, res so taka neprecenljiva bitja, zelo iskrena, tako da res sem izbrala pravi poklic. Kaj pa sedaj, ko bo zagovor magistrskega dela mimo? Kakšni so tvoji načrti, želje za prihodnost? Omenjala si tudi že delo v tujini, te mika tujina? Ja, treba je še zanimati, kakšni so ti pogoji dela v tujini, predvsem zato in tudi, da je plačilo, ker večina punc v modi gre v tujino in na koncu ni plačila in se vrnejo nesrečne nazaj. Tako da jaz se bom sigurno zazihrala, da bo res vse poskrbljeno za to. Sem pa na prvem mestu mi je moj študij in iskanje pripravništva, kar pa na našem faksu ni lahko najti po našem programu, ker je ogromno učiteljic, ki še vedno čakajo na to pripravništvo, tako da se bo treba kar nekako znajti, da ga bom dobila. Če bi pa sedaj imela na izbiro, da bi dobila pripravništvo oziroma poučevanje in delo z otroki, na drugi strani pa delo v modi, zakaj bi se odločila oziroma kaj ti je bolj pomembno? Bolj pomembno mi je ravno to učenje kot učiteljica, ta poklic, ker le nekoč se bo v svetu mode, ne moreš biti celo življenje, ampak poklic učitelja je le tisto, kar si lahko skozi in to, kar je že moja želja od nekdaj. Zelo super pa bi bilo, da bi se to dvoje skupaj povezovalo. Sicer poučujem tudi kot učiteljica v manekenski šoli v Vulcano Models in to je res področje, ker se mi oboje skupaj povezuje. Tako da mogoče nekoč razmišljam še o odprtju kakšne modne agencije. Kako pa drugače poteka tvoje delo v Vulcano Models? Kakšna je tvoja glavna funkcija? Ja, v Vulcano Models sem vaditeljica manekenske hoje. Dejansko ne gre samo za manekensko hojo, ampak se otroci naučijo tudi nastopanja, postavitve na odru, pridobijo tudi na samozavesti. Samozavest se izraža skozi telesno držo, da se ne držimo sključeno, ampak da smo vzravnani, da je naš pogled ni usmerjen v tla, temveč v publiko in take osnovne stvari. Zelo zanimivo pa jim je tudi, ko hodijo z knjigo na glavi in ko delamo razne vaje za ravnotežje in podobno. Odlično, to je v bistvu najidealnejša kombinacija, ker lahko kombiniraš in tvoje delo, veselje z otroki in tudi modo, kaj ne? Ja, točno to je res. Super, hvala Lucija za tvoj čas, za tvoj pogovor in veliko uspehov še naprej in da bo pripravništvo čim lažje najti. Hvala tudi vam. S tem pa zaključujemo našo študentsko oddajo. Upam, da ste uživali v naši družbi in se gledamo zopet naslednji ponedeljek ob 5:30 na BK TV.